Inštitutu za biologijo, profesorica Meta Virant-Doberlet, ste pred nedavnim pripravili že 3. mednarodno biotermološko konferenco, ki je v razpravah zaobjela poglobljeno tematiko teh raziskav. Te so predstavljali domači in mednarodno uveljavljeni strokovnjaki. To gotovo kaže tudi na uspešnost vašega raziskovanja. V Sloveniji imamo izjemno srečo, da lahko dejavnost, kar v tujini imenujejo Slovenska biotermološka šola, lahko potegnemo pravzaprav od samih začetkov, ki so bili v 50. letih prejšnjega stoletja, ko je s to dejavnostjo začel akademik profesor dr. Matija Gogala in je zatem takoj z njim začel delati tudi profesor dr. Andrej Čokl. In smo pravzaprav edini laboratorij ali pa skupina, ki se ukvarja s tem področjem, ki res neprekinjeno deluje že od samih začetkov te discipline. No. Tukaj bi mogoče povedala, da biotermologija je sicer nova beseda za znanstveno disciplino, ki se je uradno pojavila pravzaprav šele leta 2016. Je pa pravzaprav nadaljevanje ali pa nekako predstavlja nadaljevanje raziskav, ki smo jih predtem poznali kot vibracijska komunikacija. V tujini so dostikrat uporabljali tudi seizmična komunikacija, to se pravi vibracije, ki se prenašajo preko tal, ali pa mogoče celo sporazumevanje z zvokom, ki se prenaša preko podlage oziroma trdne snovi. Biotermologijo so vpeljali predvsem zaradi tega, ker se je bolj, ko smo spoznavali vibracijsko komunikacijo, bolj je postajalo jasno, da jo ne moremo enačiti z akustičnimi raziskavami, to je z raziskavami, ki se ukvarjajo z zračnim zvokom, ker gre le za posebnosti pri prenosu signalov in kako medij prenosa signalov vpliva na sam signal. In da poleg tega pa tudi, da ne govorimo samo o komunikaciji, ampak tudi o drugih vedenjih, ki slonijo na zaznavanju vibracij. In če uporabljamo samo izraz vibracijska komunikacija, nekako izključimo vedenja, kot je recimo iskanje plena, izogibanje plenilcev, in so potem dejansko vpeljali izraz za področje raziskav, ki se posveča vedenjem, ki temeljijo na zaznavanju vibracij. No, na Nacionalnem inštitutu za biologijo deluje tudi mednarodno merilo, vodilna skupina na tem področju biotermologije. Zakaj je to pomembno, da se na nek način aktivno umeščate v mednarodno okolje? Biotermologija je, seveda tukaj sem mogoče pristranska, je ena od ved prihodnosti. Predvsem zato, ker je že v zelo kratkem času, ker recimo deluje pod imenom biotermologija, se je kar razvejala na zelo veliko različnih področij. Vpeljali smo tudi že izraz ekotermologija, ki nekako zajema registracijo vibracij v okolju in podatke, ki jih lahko iz teh posnetkov dobimo, kako jih uporabimo za monitoring okolja, za zaznavanje sprememb v okolju, za zaznavanje škodljivcev v okolju. In tudi v zadnji fazi si seveda želimo napovedovanje sprememb v ekosistemih zaradi tako biodiverzitetne kot tudi podnebne krize. Hkrati je pa v zadnjih letih izjemen napredek doživela aplikativna biotermologija, kjer smo z
sodelavci iz Italije dejansko pripeljali od same zamisli o tem, da bi lahko za nadzor škodljivcev v kmetijstvu uporabljali vibracije podlage, že do tega, da se to v Italiji uporablja v komercialnih vinogradih. No, prej, ko ste razlagali biotremologijo, ste poudarili, da gre pri tej obliki za eno najstarejših oblik komunikacije oziroma komunikacije, sporazumevanja z zračnim zvokom. Kako pa se je sistem v času razvoja, recimo, razvijal, a se kaj ve? Pravzaprav ne veliko. Šele v zadnjem času smo se začeli zavedati, da so čutilni organi, ali pa mogoče, da rečem kar, da je sposobnost zaznavanja vibracij podlage dejansko univerzalno prisotna pri vseh organizmih. In tukaj mislim, ne samo živali, ampak tudi rastline, pa tudi bakterije. Vse živali imajo vsaj, lahko zaznavajo tresljaje podlage. To je dejansko zdaj je že prepoznano ne samo med biotremologi, ampak kar med raziskovalci, ki se ukvarjajo z vedenjem, da so vibracije podlage ena, poleg kemične komunikacije, najstarejša oblika sporazumevanja. Sporazumevanje z mehanskimi vibracijami, ki se prenašajo preko zraka, to se pravi stisljivega medija, je v evoluciji se je pojavilo kasneje kot sporazumevanje z vibracijskimi signali in tudi zahteva drugačen način zaznavanja teh signalov. Ker v bistvu, če mogoče pri žuželkah, ki jih najbolj poznam, za sprejemanje zračnega zvoka se morajo pač razviti ušesa in tukaj gre za zaznavanje sprememb v pritiskih, medtem ko gre pri zaznavanju vibracij dejansko, da so okončine postavljene na tleh. Povedati je treba, da tudi ljudje zaznavamo vibracije, da ni to nekaj, kar je nam popolnoma skrito, smo pa za vibracije zelo neobčutljivi. Pa večina živali, če govorimo res samo o vibracijah, jih zaznava preko receptorjev v podplatih, recimo. Mi pa recimo v dlaneh, pa tudi v podplatih. No, preseneča pa podatek, da že več kot 230.000 živalskih vrst uporablja to biotremologijo. To omenjate, pravite, tudi vretenčarji. Ja. Zakaj to? Recimo zato, ker imajo tudi dejansko čutila, ki jim to omogočajo. Tukaj je treba kar povedati, da večina živali živi v vibracijskem svetu, ne v svetu zračnega zvoka. Če imaš evolucijsko gledano čutila, s katerimi zaznavaš signale na voljo, to pomeni, da evolucijsko ni treba razvijati nobenih novih receptorjev, nobenih novih čutilnih organov, ampak recimo uporabljaš že tisto, kar je tam, ne? In najbolj znani primeri vibracijske komunikacije pri vretenčarjih so zagotovo sloni, kjer kar veliko raziskujejo njihovo vibracijsko komunikacijo, gre pa pri njih dejansko za vibracijske signale, ki so tako nizkih frekvenc, da jih ljudje tudi svojim sluhom ne bi zaznali. Medtem ko pri ostalih živalih, pa to, kar zdaj poznamo, gre pa dejansko za signale takih frekvenc, ki jih ljudje brez težave slišimo, se pa to mehansko valovanje prenaša preko medija, v katerem v bistvu mi slabo zaznavamo.
No, pri raziskovanju tega polja, ne, me zanima, katere vede pa tudi sodelujejo pri tem in seveda predvsem kakšen je izplen oziroma kakšne koristne nasvete ali pa prijeme lahko ponudite raziskovalci v določenem okolju, recimo agrarnim dejavnikom, pa tudi opozarjate nas, ljudi, na spremembe, ki se eventualno dogajajo. Ja, tukaj vibracijska komunikacija brez fizike, ki je pomembna za poznavanje procesov, ki se dogajajo med prevajanjem signalov po trdnem mediju oziroma kako se te signali spreminjajo, ko potujejo po okolju, pravzaprav ne more. Naslednja, recimo pomemben pristop je seveda nevrobiologija, ki nam pomaga pri tem, da lahko predpostavljamo ali pa določimo, kaj živali v okolju pravzaprav sploh zaznavajo. Ali so njihovi receptorji, pri katerih frekvencah so najbolj občutljivi, koliko so občutljivi in brez tega pravzaprav tudi ne gre. Če se v zadnjem času se je pač tudi izkazalo, da brez umetne inteligence oziroma avtomatiziranega prepoznavanja vibracijskih signalov v posnetkih, predvsem vibracijske krajine, bo napredek tudi pač počasnejši. No. Se pa že tudi na tem področju kar nekaj dela. V naši skupini sodelujemo s Fakulteto za računalništvo in informatiko na tem področju. Seveda pa, kot sem že omenila, eno od pomembnih recimo doprinosov, ki jih lahko damo, je pa nadzor škodljivcev. In tukaj je sodelovanje z aplikativci, tudi s kmeti, je zelo pomembno, ker jim res lahko damo orodja, kako te škodljivce zaznati, ker v veliki meri gre to za zelo majhne žuželke, kjer je potrebno kar nekaj energije, da jih v okolju najdemo. In pa jih je pa recimo nemogoče ali pa v tem trenutku jih lahko nadzorujemo le s škropljenjem s pesticidi. Ker pri skupini, ki mi pravimo škržatki, za njih je značilno, da so prenašalci rastlinskih bolezni, tudi karantenskih bolezni, kot je na primer zlata trsna rumenica na trti. Jih ne moremo pa k njihovemu nadzoru pristopati s feromoni, tako kot recimo delajo s kakšnimi metulji, pa tudi s hrošči, ker enostavno kemičnih signalov v svoji komunikaciji nimajo. In tukaj smo res, je to tudi eden od razlogov, no, da aplikativna biotremologija ima kar veliko, mislim, se tudi ne vlagajo v to področje samo recimo raziskovalne agencije, ampak zelo veliko v tujini vlagajo tudi sami proizvajalci in tudi kmetje. No, se pravi, da vi tudi terensko raziskujete to in tudi tako v nekih časovnih intervalih spremljate, kakšne so. Ali so pogoste recimo te žuželke ali se recimo zmanjšujejo? Recimo njihovo število ali pa... Ja, to je naša želja. Tukaj moramo biti pošteni, da smo biotremologi pravzaprav zelo pozno, presenetljivo pozno pravzaprav dojeli, da evolucija vibracijske komunikacije ni potekala v laboratoriju, ampak v naravnem laboratoriju, to se pravi v naravi.
Razlog za to je bil v glavnem v tem, da pri svojem delu uporabljamo aparature, kot so laserski vibrometri, ki so zelo drage. Pa ste že zaznali recimo kakšne spremembe, koliko časa pač spremljate Ja, v to? bistvu ne. Vemo, da so v različnih okoljih seveda prisotni različni signali. Je pa absolutno, mislim, to, kar pričakujemo, da bomo v daljšem obdobju zaznali, trenutno to vibracijsko krajino spremljamo šele nekaj let, da daljnoročno se bo, mislim, ali pa mogoče že relativno hitro se bo če nič drugega, se bo pokazalo, da je struktura vibracijske krajine, to pomeni, katere signale, katerih vrst žuželk zaznamo v določenem času, da se bo to sigurno spreminjalo tudi s podnebnimi spremembami. Ker to recimo pomeni, da bomo v naravi zaznali prej odrasle. Da bodo ti odrasli, da bodo se mogoče srečali zdaj bom tako povedala, da se bodo v vibracijskem prostoru s svojimi signali srečali s signali vrst, ki se mogoče prej nikoli niso srečevali, ne. In kako bo potem izgledalo to deljenje vibracijskega prostora, to pomeni, kako si bodo razdelili komunikacijski kanal, ali se bodo signali prekrivali, ali se bodo mogli izmenjevati, ali bodo nekateri pač enostavno se mogli mogoče tudi prostorsko premakniti tja, kjer ne bo kompeticije za to, da se bodo sploh slišali, ne. To je nekaj, kar to zdaj govorim po mojem mnenju, bo sigurno jasno v naslednjih letih. Kakšna vaša ocena recimo glede bogastva našega, se pravi slovenskega ekosistema in seveda posledično tudi recimo bogastvo teh biotermoloških odzivov? Ja, no, tukaj jaz ponavadi rečem, da ljudje imamo pravzaprav srečo, da vibracijskih signalov v svojem okolju ne zaznavamo. Da recimo, če hodimo po travniku, od žuželk slišimo ptiče, pa od žuželk mogoče slišimo murne, pa če smo v pravem okolju, slišimo tudi škržade, ki se oglašajo z zračnim zvokom. Ne slišimo pa okoli sebe recimo vibracijske signale 30-40 vrst, ki se v istem trenutku pogovarjajo z vibracijskimi signali okoli nas, in gledano je vibracijski svet nedvomno bolj pester, na nek način pa nočem reči bolj skromen, ampak je bolj skoncentriran v ožjem frekvenčnem pasu. Zato, ker tukaj pridejo fizikalne omejitve, pa kaj je možno, kaj lahko oddajajo, pa kaj se v bistvu prenaša čez rastline, ampak in mogoče še to, no, da v vibracijskem svetu zaznamo tudi vse signale, tudi vse zvočne signale, ker recimo je mogoče je to težko si predstavljati, ampak ko snemamo vibracijske signale ali pa to vibracijsko krajino iz rastline, slišimo noter tudi napeve ptičev, ki so recimo v zraku. Študentje ponavadi, za njih je taka prva izkušnja ponavadi to, da govorijo med poskusi, pa imajo potem recimo zraven posnet stvari, ki potem mogoče niso najbolj primerne, no, ampak bogastvo, kaj vse lahko registriramo v vibracijski krajini, je pravzaprav večje kot v zračnem zvoku, no. A ste kaj recimo primerjali to bogastvo vibracijske krajine pri nas, pa recimo z vašimi kolegi z drugih
morda? Nažalost še ne, ker je treba povedati, da v Sloveniji smo pionirji vibracijske krajine, da smo mi prvi, ki pravzaprav zdajle že mogoče 6 let redno spremljamo ali pa v bistvu smo pred 6 leti približno naredili prve posnetke, no. Si pa absolutno zelo želimo iti v bolj eksotične kraje, mogoče tudi bolj tropske kraje, kjer bo vibracijska krajina zagotovo drugačna, ker to, kar v Sloveniji opažamo, je tudi to, da recimo ponoči je vibracijska krajina, vse kar se signalov tiče, v bistvu tiha. Ponoči je pri nas premrzlo, da bi se žuželke oglašale, no. Medtem ko pa recimo v tropih bo pa zagotovo tudi ponoči kar veliko aktivnosti, no.